Jaz toliko velike jahte še nisem videl. Dobro jutro. Barcelona, dan 2. Jaz mislim, sem včeraj te glavne stvari v avtu že povedal, pa s testnim vožnjem sem tudi več ali manj že zaključil. Ampak potem sem šel pa čez svojo beležko, pa sem videl, da sem eno ali pa dve stvari vsem pozabil povedati. Mimogrede, en dober detalj hotelske sobe, s katerim se po eni strani strinjam, po drugi pa ne. Veš, tukaj čisto pojsli imaš 2 USB vhoda. Fajn zato, da ne rabiš štekarjev iskati, imaš telefon, pa take zadeve lahko vrš čez prerok, manj fajn pa. Mislim, to, da se ti ene stvari celo noč filajo zraven glave, to ziher ni najboljše. Ok, zdaj pa preden gremo dol k avtu, moram pokazati še eno zelo luštno stvar. Reče se ji pa razgled. Glej to. Nisem probal telefona, sem gor naslon, da bi probal kaj ujeti, pa ne gre. Pa še ena zanimiva stvar, tukaj v bližini hotela so ponovadi parkirane hude jahte. In bolj hude od te pismo. Mislim, da jih ni dosti. Jahta, ki jo vidiš, se imenuje Dilbar. Dolga je 156 metrov, stara dober let pa pol, pa če se jaz ne motim, je to ena izmed koliko? 4-5 največjih zasebnih jaht na svetu. Koliko stane? Stari, ne vem, če je 500 milijonov dosti. Še pa najbolj smešno, da so zraven Dilbarja parkirane 2 druge ogromne jahte, pa zgleda tako majhne. Vidiš to? Pa pol Dilbar. Olej, tam je dosto pa avti, vidiš? A kaj sem pozabil v avtu včeraj povedati? Až pred večerjem nam je eden od njihovih inženirjev malo razložil ta sistem car sharinga, ki se ga Volvo gre. Ampak pazi, tukaj ne gre za klasičen car sharing. Telefon je aparat, ki ga nucaš zato, da to zadevo izkoriščaš. Po mojem najbolj, da ne kompliciram, pa povem na praktičnem primeru. Vzamemo recimo primer Luka pa Maja. Luka pa Maja sta frenda, nič več. Čeprav Luka, veš, da ne? Oba se nekje potikata v mestu, Maja ima avto, Luka ga pa nima. In pa Luka reče, lej Maja, jaz imam malo paniko, jaz moram nujno skočiti iz Ljubljane v Domžale, ti si itak v službi do 3, mi posodaš tvoj avto. Maja reče, le stari, ni panike, popedena to vse prek aplikacije, ki je Volvo za to naredil. Luka dobi vse potrebne podatke na telefon, prije do avta, parkrat podrsa z zaslono in... Hotel sem reči, da se avto odpre. Ta je zakleden, valjda. In Luka zdaj lahko uporabi ta avto, viš čisto, kar ga hoče, pa ga prepelje pa nazaj. Gre pa drugače za en tak dosti uveljavljen koncept, ki se ga Volvo na Švedskem, pa mogoče še kdo drug. Se nisem prepričan. Tega se poslužujejo že nekaj časa. Sem pa eno stvar zvedel, ki mi ni toliko všeč. Veš, tale zastavica. Veš, ker sem bil včeraj ful navdušen nad njo. Ne bo serijska, žal. Sam te prvi avtomobili, ki so bili narejeni Yamaha, tako malo za reklamo. To je pa to. Testna vožnja, uro pa pol s tem avtom, dizel 190 konjev, samodejni menjalnik, 4-kolesen pogon je končana. Poprečna poraba, če gre verjeti potovalcu, 6,8 na 100. Ampak tukaj govorimo o umirjeni vožnji. Sem se pa zdaj jaz spomnil, da se nisem še dobro razgovoril v kabini, v feelingu tukaj noter. Zdaj v osnovi bi lahko rekel to, kar sem že včeraj povedal, ne, pomanjšan XC90, pa smo vse skupaj odpikali, pa gremo naprej. Drugače pa, kar se splošnega feelinga v kabini tiče, moram reči, da je na zelo visokem nivoju. Kakšen kos plastike moram priznati, da je za moj okus mal pretrt. Ta prva stvar, ki je sicer Volvo omenil, je to, da so to serijski avto, zato par stvari, kar se kakovosti pa sestavljenosti komponent ne štima še 100%, ampak obenem tudi obljubljajo, da bojo serijski avti v 0. Imam pa eno manjšo zamero, nisem jih poprašal, če bojo to zamenjali. A vidiš obulanske ročice? Glej, takole izgledajo. Zato pa srčno upam, da bojo zamenjali plastiko, ker tukaj zadnji, ki šlataš, je sicer ok, ne, če pošlataš pa tukaj do spredi. A se sliš? Come on. Pa še par drugih stvari, digitalna instrumentna plošča, 12 palcev pa drobiš, mislim, da je serijska, tam zap za to. Kar se tiče vmesnika, tudi tega poznamo že z drugih Volvo, to odlično narejen, pregleden. O tem, da ob uporabi ukrade kakšen pogled, preveč sem že govoril pri testu V90cc, cross country. In zdaj, če potegnem črto pod celo izkušnjo prve vožnje z XC40, moram reči, da sem zelo zadovoljen, zato ker je avto celostno zelo dobro pripravljen. Pa še ena stvar, nič nisem spregovoril o varnosti, tukaj treba eno stvar poudariti. Res je, da je ta avto praktično najmanjši, ki pride do XC bratov, pa praktično vseh drugih Volvotov. Ampak pameten je pa glihtko. Veš, to so recimo sistemi, s katerim voznik, mislim, avto razpolaga. V bistvu je kupenih sistemov, ki jih ima še dodatno posodobljenih, optimiziranih. In to je to, kar se tiče prvih vtisov z prve vožnje z XC40, zdaj pa dobil sem še par novih informacij o tisti jahti, o kateri sem prej govoril. Jaz toliko velike jahte še nisem videl. Mislim, da je to. Se pravi, ta prva stvar, ki sem jo prej zjutraj povedal, da je to ena največjih jaht na svetu in pa sem naknadno ugotovil, da po volumnu je to največja zasebna jahta na svetu. Največja. Pa ni dolga 156, ampak 157 metrov.
Pa na njej se lahko udobno namesti v svojih kabinah 40 ljudi, ampak mene je bolj fasciniral podatek o posadki. Koliko folka misliš, da sestavlja posadko? 80. 80. In zdaj k taki jahti valjda paše tudi poseben helikopter Airbus H175, 15 milijonov naj bi stal, sposoben je prepeljati pa do 7 potnikov naenkrat. Lastil naj bi si jo ruski milijarder Alisher Burkmanović Osmanov. Njegovo premoženje ocenjujejo na 14,6 milijarde dolarjev, ne bi bil pa na lestvici najbogatejših zemljanov na 73. mestu. Pa zdaj sem še malo po netu po brsku. Dilbar, to je ime njegove mame od Osmanova. Evo, slika se počasi sestavlja. Kje je konc te Aha, evo ga. Evo zadnji konc od Dilbarja. A ja pa zvedel sem okvirno ceno. Pazi zdaj, okrog 600 milijonov dolarjev. Samo prav zjutraj, ne? Sem rekel, da ne vem, če je 500 milijonov evrov dost. In gre tega avta pa ne vidiš pogosto v Španiji, ne? Lada Niva. Za konc pa sam še pika na i, tale Burkanović Osmanov, ne? Ma med drugim v lasti tudi enega največjih potniških avionov preurejenih za zasebno rabo. Ja, ne, Airbus A340 za tam okrog 300 milijonov. Zdaj pa ti me pa kako jaz to komentiram drugače kot hashtag roka čela. Drugač pa se v Barceloni je bolj toplo kot pri nas, ne. Ampak toliko toplo? I ain't so sure.